pozdrav. Apostoli so se zbrali pri Jezusu in mu poročali vsem, kar so storili in kar so se učili. Rekel jim je: pojdite sami zase v samoten kraj in se malo odpočite. Veliko ljudi je namreč prihajalo in odhajalo, tako da še jesti niso utegnili. Zasmilili so se mu, ker so bili kakor ovce, ki nimajo pastirja, in jih je začel učiti mnogo stvari. Juhej, končno počitnice. Kaj si se v letošnjem šolskem letu naučil? Ne kaj si se učil, ampak kaj misliš, da ti bo ostalo za dlje časa? Tudi tisti, ki še ne hodite v šolo, ali pa vaši starši. Kaj sem v letošnjem letu doživel takega, da mi bo ostalo? Morda za celo življenje. Ker učili smo se veliko. Kaj vse smo slišali? Jaz mislim, da sem hodil v šolo skoraj 20 let, pa še vojaški rok. Kaj vse sem slišal, kaj vse sem že znal, moral znati. Tudi koristne stvari. Kaj celo uporabnega za življenje. Kaj pa sem se naučil, da lahko uporabim za boljše življenje? Zame, za moje domače. Sem se naučil kaj takšnega, zaradi česar sem bolj srečen? Kje sem se tega naučil? Kdo me je tega naučil? Čakaj, se res? Kje se lahko učimo srečnega življenja? Saj je to namen šole, a ne? In danes na Krištofovo nedeljo, ko mislimo in molimo in kličemo blagoslova za naše misionarje in vseh, katerim so oni poslani, lahko tudi mi naredimo kaj za njih. Vozniki, včasih smo darovali 1 cent za srečno prevožen kilometer. No, to še vedno lahko, pa tudi več kot 1 cent. Ampak z mislijo, kdo vse je mene osrečil ali me naučil kaj, kar mi koristi v življenju, danes lahko jaz, naša družina, mi skupaj naredimo kaj za druge. Za misijone. Pomisli. Bog te živi.